Sprejel je kar 10.000 ljudi. Jaz sem se s tako migreno danes zjutraj zbudil. A posod po teh skalah hoditi, pa tlele cel pohod delati. 200 €. Pač dejstvo je eno, tle v Turčiji imajo ful čudne sisteme in navade, tega rešili so nikjer videla. Dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Z vami so Ponč pa Sonč in nadaljujemo s popotniško serijo vlogov po Turčiji. To je druga epizoda te serije in danes si bomo pogledali starodavno mesto Pergamon in mesto Bergamo. Pa končno se bo tudi mi dva majčkeno spočila na temu dopustu, greva za 1-2 dni v en rezortek. V prejšnjem vlogu smo si pogledali starodavno mesto Troja. Če bi to radi videli, če si še niste pogledali, bova spodaj v opisu pustila direktno povezavo do tega vloga in pa seveda potem tudi do vseh nadaljnih epizod. Dobro jutro. Dobro jutro. Mi dva so še čisto zalepljena. Dva zalimančka, jaz tudi gledati ne moram. Jaz sem se s tako migreno danes zjutraj zbudil, tako stresenega dneva, včeraj se veste, kdaj so prišla sem. Bolje pozno kot nikoli. Ob polnoči sem pa šla v hotel. Koliko je bilo vožnje in koliko me je skuralo na umu soncu. Ampak dober, zdaj že jeva zajtrk na terasi najnega hotela. Je kar lep razgled, v bistvu zdaj še vidva, kje so se včeraj vozila. Škoda, no, škoda, bi bil kar lep pogled. Lepa obmorska vožnja bi bila, ja. Ja, ne si pa misliti, no, da je hotel tako fajn, kakor je ta terasa, saj ne zadnal, kakor sem mogla dati. Katastrofa res, jo, ampak dobro, okej. Pojeva in gremo novim dogodivščinam naprej. Tako, se vidimo v avto. Ok, Sonča, sva? Sva. No, zdaj tisto, kar sem rekel, da se vidimo pa na avtu, je seveda s predpogojem, da avto sploh dobiva nazaj, ker to je bila pa še ena zelo edinstvena izkušnja včeraj. Mi dva prideva klele na en trg, kot vidite, kaj je parkiran milijon avtov. Parkirava avto, pač zaparkirava itak vse avte enega za drugim. In na kar pride en dečko, nama reče, ja, daj nama ključe, mislim, daj mi ključe, bom jaz to vzel. Čakaj, kaj? Ja, ključe nama daj, ne bom jaz to vzel, pa ključ pustim v recepciji, da če bo kaj treba, da me s to avte malo premiku, kaj pa seba, ne. Pa še ne bil problem, ker recimo včeraj, ki so tudi sicer v okviru hotela pustila eno ključe, je bil pač res vale, lepo oblečen, od hotela, aj tokaj, tlele pa en tako malo trener, ki se malo pride, daj mi ključe. Lahko bi bil pač karen, ker kdorkoli pa bi mogla dati ključe, bi se mogla dati. In fora je še to, da pač ja, sej avto je zavarvan, ampak če ti ga ukradejo, moraš imeti pri sebi ključe. Če ključev nimaš, ti pač kraj avta ta zavarovanje ne velja. Tako da je malo scary, no, res je scary. Tako da mi se pa te ključe njemu dala in zdaj sem upala, da bo avto sploh dobila nazaj. Druga stvar pa je, če avto sploh, mislim, če avto dobiva nazaj, bo mi da vam prišla ključa. To mi ni še čist glih jasno. Kjer avto je zdaj najn? Ne vem. Ključe ima itak ta dečk. Je pa to kar. Amo bedva ta avto. Hud sistem. Tip ga sploh ne najde, tip kar s ključem okoli klika, pa pač i čaka, da se v en odklenil. Čaka, da bo en zapiskal. Ojoj. To pa. Will you get it out? Zdaj so ga najdali in mi da tip ključe in kao, no, daj ti kovček noter, pa bom pa jaz avto premaknil. Ko? Kako ne dam kovček noter? Daj mi to razloži. 20 minut kasneje, dubla sva avto. Mislim, da je najn. Se zdi, da je, ja. Samo ta avto ima tako na postran sedež. Sedeži so pa res tako prav na noter, tako na v. No, še Neč, pičeva Bergamo. Tako.
Pergamon. Samo mesto se nahaja na vzpetini kar 300 metrov nad morjem in iz njega se lahko povzpnete iz mesta Bergama z pač gondolo ali pa greste po taki vijugasti ozki cesti do gor z avtom. Mesto Pergamon je nastalo nekje 400 let pred našim štetjem in je služilo kot prestolnica za kraljevino Pergamon, pač istoimensko. Znotraj samega mesta, ki je močno utrjeno, lahko najdemo en kup enih porušenih stavb, ki nas popeljejo daleč v zgodovino. Od gledališč, knjižnic, univerze, marsikaj se bomo ogledali. Še preden sva karkoli prebrala iz napisov, sva že predvidevala, da za nama stoji en tak tempelj. Pač oblika, tele stebri res spominjajo na to. No in prebrala sva, da je to najstarejši tempelj v tem mestu, v bistvu posvečen je bil pa grški boginji Ateni. Ej, Ponč, prid to pogled, to pa naš verjel. Kaj pa imaš? Kakšen velik gledališče. O, Marija. Sprejel je kar 10.000 ljudi. Pač noro, tole pa je. To po moje pol dneva rabiš, da sam do dol prideš. Le, kele gre pa lahko dol. Gledališče naj bi bilo najbolj strmo gledališče antičnega sveta in lahko vidimo zakaj. Piša! Kaj? Meni se ne da zdaj kaj gor! Je kvas pa lezu kaj dol? Jaz sem lepo v senc. Pa ta Instagram, pa ta YouTube, pa posod po teh skalah hoditi, pa tlele cel pohod delati. Jo, komu na čas? Zakaj jaz to delam v lifeu? 40 stopinj. Se počas bo pa pripujsal nazaj. Le kako pujsa. A si pripujsal domov? To je že cel pohod. Kaj Ponča, nimaš kondicije? Ne, je že cel pohod na Triglav. Skor. So bili kar divji te Grki, ja? Meni se ti igralci smilijo, ki so mogli tu vsak večer tlele dol hoditi, da se sploh lahko nastopali. Ampak je pa ful fajn pogled. Po moje, ko vidiš 10.000 folka, pa si tam cela zvezda. No, če se midva nahajava v starodavnem grškem mestu Pergamon, za nama se pa nahaja moderno mesto Bergama. Na zunaj je Pergamon samo nekaj lepih skal, vendar pomembno je tisto, kar te ruševine skrivajo pod seboj. Pergamon je nekako znan po 3 stvareh. Prvo smo že povedali, najbolj strmo gledališče na svetu. Druga stvar je Akropola. Pergamon kot kraljestvo je bil direkten nasprotnik Aten in nič presenetljivega ni, da je Akropola skoraj identična tisti v Atenah. Najbolj pomembne stvari ni več tu. Govorimo o Zeusovem templju. Gre za skoraj 40 metrov širok oltar, kjer samo stopnišče meri 20 metrov v širino. Temelji so okrašeni z marmornim reliefom, ki prikazuje bitko med olimpijskimi bogovi in velikani. Celoten oltar so prenesli v muzej v Berlinu. Tretja stvar pa je dejstvo, da je imel Pergamon drugo največjo knjižnico antičnega sveta. Prva se je nahajala v Aleksandriji in ko so le-ti ugotovili, kakšna resna grožnja je Pergamon pri tem, da jih prehiti v količini zapisov oziroma knjig, so z njimi ukinili prodajo papirusa. Od takrat naprej so v Pergamonu pisali na živalske kože namesto na papirus. Midva sta čisto navdušena nad tem mestom, koliko je lepo pa ohranjenega, mislim, čeprav je precej razbitega, ampak res detajli na unih dorskih stebrih, to je samo noro. No? Ful lepo, res, pa ful veliko. Veliko. Nič, mislim, da sva si malo napasla oči zale, tako da greva na kosilo v Bergamo. Res je. Vprašanje tukaj je, ali je Pergamon tudi zame, če se odpravim v Turčijo. Najino mnenje je tako, če ste vsaj majčken zgodovinskega navdušenca, potem vsekakor. V nasprotnem primeru ga lahko spustite, čeprav še zmeraj mislila, da saj sprehoditi se pa splača skozi, ker je res, res lepo. Zašla sva v eno čisto lokalno turško restauracijo, tako čisto lokalno, in sva naročila pito oziroma neko turško pico. Sploh ne vemo točno, kaj bova dobila.
ne bi dobila dve različni, ampak sva pa ugotovila, da sva naročila dve isti, sam drugače meso narezen. Bomo videli, kakšno bo to. To je lepa odlično. Ful je dober. Sva dobila, ja, je pa res gleda, kaj je ena turška pica. Ja. Hudo. Hudo. Je pa Bergama poznana še po eni stvari. Imajo zelo kakovostne preproge, ki jih v bistvu delajo ročno in so narejene 100% iz volne. So nama še postregali s čajem, evo. Čakaj, ne, to je vroče. A je vroče? Činkalo binkalo. Činkalo binkalo. Look at this one. Adam. Beautiful thing. It's nice. Do you know how much? 225 lira. Okay. 200 euros. No, lira. Where is the euro? Ah, yeah, I don't know. Euro, we forget it. And this is all handmade, right? Beautiful pieces, you know. All local designs. And other side, white. You Nice. can use this side also. How long does it take to make one rug? 3 months. 3 months. Not less than 2 months. Tepihi, ki sta nama jih pokazala, so sicer industrijske proizvodne, torej iz tovarne, zato je tudi cena lahko tako nizka, se pravi okrog 220 lir oziroma 20 evrov. Je bil pa v preteklosti to ne samo zelo cenjen poklic, pač pa tudi zelo dobro plačan. Ogled Bergame zaključujeva v Rdeči katedrali. To je bila v bistvu največja katedrala oziroma največji kompleks samega starodavnega mesta Pergamon. Danes pa se ta katedrala nahaja v samem centru mesta Bergama. Je pa Rdeča dvorana oziroma katedrala, vsi mečkam drugače poimenujejo tole stvaritev, en največjih rimljanskih objektov, ki pa še stojijo iz antičnega sveta tukaj v Turčiji. Kar je mogoče bolj zanimivo kot to je, da ta cerkev ni bila postavljena za čaščenje grških bogovov, niti ne za čaščenje rimskih bogovov, pač pa so tukaj častili egipčanske bogove. Tako da na neki točki v času so tukaj stali celo egipčanski bogovi, pač njihovi kipi, ki so se pa nažalost porušili. Ja, sama katedrala vidite, da se nahaja tik pod to vzpetino, na kateri je Pergamon. Tako da ni bila čist glih del Pergamona, ampak je bila že spodaj v vznožju. Tamle pa lahko vidite v bistvu Sindi, koliko je majčkena v primerjavi s celotno stvaritvijo. Pač res ogromno. Z mano domov, ko si mičkam. No, Piccolo, kam greš? Leko spleton. Čakaj, ja. Ne mara me. Ponč dost. Greva raž do Egejskega morja se kopati. Prid. Nekakšno fancy dovozek imamo piško. Ja, čist fancy tale dovozek. Sam neko kaj daleč do morja. Pa dol, kakšen je prav taki, kakšni hoteli so to ne dol. Evo naju v rezortu en manjši zaplet, a ne. Jaz ne vem prvič, če imajo sobo razkuženo, pripravljeno, ne vem, ker so jo poslali direktno na večerjo, so rekli, šele poj bosta lahko check-in naredila. Druga stvar, malo bolj bizarna. Tamle na koncu dol vidite najne dva kovčka in to zdaj kar tam stoji. In mi dva, kdaj jih pa dvigneva, nič skrbeti. Aha, jih bo pač ta postrešček nesel v sobo. Ne, kar tamle bojo ostali, da pojesta. Kako to, kdaj jih pa poj prevzame? Nič skrbeti, sam tam jih pusta. Tako da, zdaj ne vem, kaj bo s temi kovčki. Pač dejstvo je eno, tle v Turčiji imajo ful čudne sisteme in navade, tega reše niso nikjer videla. Tole je pa čist drug svet, čist turistični, sami turisti, hrane 200 milijonov. Sploh niso navajena. Ne, pa meni nima maske, nerealno. Vse so že bila v rezortih, ampak mene zmeraj znova sleče pač, ker je to toliko nenavaden, oziroma toliko ne vsakdajen zame, da vem, čuden mi je. Čist drug svet, čist Res, drug čist drug. Glavnem, činkolo binkolo. Binkalo. Kaj Bončes, vesel? Vesel. Glejte to, jaz še ta prvi krožnik jem, on že ta tretjega.
Ne, reče se, on je že pri sladici. On je že pri sledici, ja, veste. Odločila sva se, da si za 2 noči prvošva all-inclusive resort, torej pač en dan bova ostala tukaj in pač se kopala v Egejskem morju, se razvajala, pač poležavala na plaži. Lih toliko, da si v bistvu nafilava energije za naprej, da bova pač lažje potovala. Poglejte, kakšno sobico imava vidva, koliko je lepa, dubla sva jo. V bistvu mogla sva počakati na to sobo, zato ker sva dobila free room upgrade, pač boljša soba, kot sva jo midva rezervirala. Ampak poglejte to, Turki so vedeli, da pač Bumbar 9 dron potuje z nama in so mu namenili svojo posteljico. Čak. Evo, kaj je? A imaš svojo posteljo? A si srečen? Ja, pridem. Kako je vesel. Lega, kako je vesel. On je to okn mava iz stoška žive. To je zato, da ko se boš ti tuširala, si boš dala ven, pa te bom jaz lahko Šta gledal. ti imaš pet? Lej pa razgled mava, pa razgled. Ja, ne vem, če se kaj vidi. Ja, malo se Bova vidi. jutri pokazala. No. Poglej to, takole balkonček pa bazenček. Je super, evo. Neč, dajva se midva hit preobleč, pa jet malo na žurko, ker slišim, da se ful dogaja. Žurat. Poglejte ta nor razgled iz tega dvigala hotelskega, pač kdor je pa ta dvigal delo, je pa imel dobro idejo. Kje si ti? Midva za tole potovanje v Turčijo pač res nisva imela dosti časa, da bi vse splanirala in da bi si vse rezervirala. Tako da v bistvu hotele sva imela rezervirane samo ta prve 3 in v bistvu s tem hotelom se končajo najine rezervacije. In sva sklenila, da danes, ko imava pač dan na off, rezervirava še pač ta drugo polovico, oziroma polovico, pač drug del najinega potovanja. In sva naletela na eno veliko težavo. Midva večino hotelov rezervirava kar prek Bookinga. Če pa pač spiva v sobi pri domačinih, pa prek Airbnb-a. Zdaj, tukaj sva ugotovila, da je Airbnb kar nekako dosti dražji, oziroma so primerljive cene, ampak nimate vključenega zajtrka. Tako da sva se odločila, da se pač kar drživa Bookinga. Ampak v Turčiji, se pravi, če se nahajate v Turčiji, vam Booking zaklene možnost rezervacije prenočišč za Turčijo. Pač ne vem, komu hudiču je to dobro, zakaj se to dogaja. Odgovor na to vprašanje sta dobila nekaj dni kasneje, ampak več o tem v drugem vlogu. Pač kar neki Se možno, da je tudi samo začasna stvar, ker pravijo, da težavo odpravljajo, ampak skratka, notranjih nočitev tukaj ne moramo rezervirati. Zdaj, rešitve na ta problem sta 2. Prva je, da iščemo neko drugo ponudnika, se pravi neki hotels.com, kar nama ni všeč, ker se moraš na nov prijavljati, ne poznava sistema, pač Booking je le domač, razumeš cel interfejs. Druga varianta je, da iščemo prek Airbnb-a, kar nama tudi ni všeč, se načeloma vse v redu, pa ok, pa cene primerljiva, ampak ni zajtrka zraven. Zakaj bi za isto ceno ne mu zajtrka zraven, plus potem se moraš obremenjevati s temu, kje boš jedel zajtrk, pa se hecati, pa iskati, pač brez veze in kup enega cajta gre. Se pa Cindy spomnila odlične tretje rešitve. Zdaj prejem bo kdorkoli tlele karkoli se jajčkal, ne, ni sponzorirana objava, ampak NordVPN lahko nama kaj sponzoriraš, z veseljem. Skratka ja, VPN omrežja. Zdaj, kdor to ne pozna, kaj to je v bistvu, da si izbereš, da čeprav si v Turčiji, nastaviš, da si nekje v enem drugem kraju. To je najbolj poenostavljena razlaga, kar vam jo lahko dam. V glavnem, ja, to, kar vam bom zdaj povedal, pač niso plačana za to, ampak je dejansko en tak zelo dober popotniški nasvet. Se pravi, če se znajdete v zagati, da vam kjerkoli aplikacija pač ali storitev nav hotla delati, pa ne bo to zdaj Booking, Airbnb, Netflix, Facebook nima veze kaj, so v bistvu VPN mreža zelo elegantna rešitev. In tudi pri nama je bilo tako. Jaz sem potem zdownloadal aplikacijo dol, itak ima 7-dnevni brezplačen poizkus, pač ti nič ne zaračunajo. Sem si nastavil, da sva v Ameriki in glej ga zlomka, kar naenkrat
je stvar čudežno začela delovati. Lahko so začela rezervirati hotele za naprej. Tako da v bistvu so bila zdaj že pridna in so za naslednje 3 noči spet niso brezdomca. No, tako, malo prenočitve. Ajde, zdaj pa hitro kopati, kam je vroče. Vroče pa je. Tam dol lahko vidimo tudi plažo, no ne vem, koliko se vidi, ampak da vam povem, to je tak hrib do dol, pa ene 100 štenk, ampak to ni nujno slabo, veste zakaj? Ker tlele toliko pojeva, da je treba nekako te kalorije malo pokuriti. Velika večina turistov si izbere tak ali pa podoben rezort za preživeti pač v neki državi 1 teden, mogoče 2 tedna. Midva sva sicer mnenja, da prav tiste pristnosti države, tistega pravega utripa v takem rezortu definitivno ne morete doživeti. Nama sicer ful paše 1 dan biti v rezortu ali pa mogoče 2 dni, da naj razvajajo od odspred pa od odzad, pač res je ful fajn, ampak pol pa hočejo iti čim prej naprej, da res tisti lokalen domač utrip doživiva, se pravi tisto ta pravo Turčijo. Ja, kulturo, ljudi in konec koncev tudi vse te ostanke starih civilizacij, ki so nam jih pustili na tej zemlji. Točno tako. Imate pa v bistvu tukaj res ful za početi, pač pripravljajo program, šove, vse živo, pač če ste 1 teden tukaj, pa po mojem ne boste vsega doživeli. Tako da, če vam to paše, je to še zmeri ena možnost. Vidva se rezervirala ta hotel z namenom, da se spočijeva, da si pač nafilava baterije za naprej. Ampak pač vidva so ponč pa sonč in ne znava biti primer. Tako da nisva nič počivala. Ta kompleks je toliko velik, da so samo bezlala gor pa dol, pa levo pa desno, ker rabaš en cel dan samo zato, da si celega ogledati, pa itak si ga moš, ker je zanimiv. Pa skozi so ene aktivnosti, pa animacije, pa skozi se nekaj dogaja. Tako da, ja, no, bolj malo je bilo tole počivanje za naju. Ampak nima veze, najina dogodivščina se nadaljuje in midva se že odpravljava naprej v Efes. To boste sicer videli v naslednjem vlogu. Tako da, če nočete zamuditi najinega road tripa, ki se nadaljuje v Efes in potem v Pamukkale, se naročite na najin YouTube kanal, je zastonj, pa čist nič ne grize. Pa seveda tudi te ostale klasične YouTube stvari malo pokomentirajte, a je kaj takega posebnega, ki bi si mogoče radi pogledali v naslednjem vlogu, če bo pač v najni moči, ko se vam zdi, stisnite kakšen like, pa seveda čau čau, oziroma Po turško, gole gole!